Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci tokratne vroče teme na portalu domovina.je. Platforma sodelovanja, o tej se je v minulih dneh veliko govorilo, še več pa napisalo in lep pozdrav sedaj želimo v našem studiu predsednika Platforma sodelovanja in pa poslanca Slovenske demokratske stranke, gospoda dr. Anžeta Logarja. Pozdravljeni. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Dr. Anže Logar, pripravili ste prvo tribuno Platforme sodelovanja in na njej gostili gospodarstvenike, s katerimi ste se pogovarjali o razvojni prihodnosti slovenskega gospodarstva. Kaj posebej bi počrtali po prvi tribuni? Najprej bi izpostavil pripravljenost gospodarstva, da zelo na glas in decidirano spregovori, kaj mora Slovenija narediti, če želimo v prihodnosti na nek način ohraniti tempo oziroma unesti ta zmagovalni duh v našo državo in zagotoviti neko gospodarsko blaginjo v spreminjajočih se okoliščinah. Mogoče najbolj takšna alarmantna napoved je, da nimamo 10 let za to, da Slovenijo z pravimi reformnimi ukrepi postavimo na pot razvoja, ampak bo zastavica padla tam nekje čez 5 let. Torej imamo en in malo mandata političnega dobrega vodenja, da Slovenijo nazaj utirimo na pot razvoja. In mislim, da je to ključno sporočilo včerajšnje javne tribune, kakor tudi pripravljenost gospodarstva, da pri tem maksimalno pomaga. Menite, da ste prav zastavili platformo sodelovanja na način, kot ste jo predstavili včeraj po tisti prvi predstavitvi v začetku prve polovice leta? Tako znam, drugače ne znam. Mislim, da smo s somišljeniki se lotili tega projekta premišljeno, da smo si vzeli tudi čas za razmislek, da nismo hiteli z organizacijo takoj po ustanovitvi, da smo to načrtovali nekako za septembrski čas, da je bilo dovolj časa tudi za pogovor in programska izhodišča. Nenazadnje pa tudi udeležba torej gledalcev na tej javni tribuni kaže na to, da v slovenskem prostoru je potreba po tovrstni razpravi in da so sporočila, ki jih v okviru platforme želimo posredovati politični javnosti, tista sporočila, ki jih tudi veliko ljudi, oziroma ki se veliko ljudi z njimi poistoveti. O mnogih sporočilih bova poskušala spregovoriti v naslednjih minutah. Pred dobrim letom ste izgubili predsedniško tekmo. Ko gledate z današnje perspektive, kaj je po vašem odločilo kampanjo, kaj je zmanjkalo, da bi premagali Natašo Pirc Musar in postali predsednik Slovenije? Zdaj, iskreno, mislim, da je zmanjkal en teden. Da je v bistvu razprava ali pa sporočilo, ki sem ga želel predstaviti, skratka, vizija nekega sodelovanja in tudi vizija odgovarjanja na napade, ne z kontranapadi, ampak z iskanjem tistega, kar nas povezuje, na nek način potrebovala še en teden močnega medijskega predstavljanja, da bi vendarle prevladal ta želja po morda celo tveganju in izbiri kandidata, ki morda na stavnicah ni bil najvišje ocenjen. Slovenski desni pol je v zadnjih 30 letih samo enkrat v seštevku nabral več glasov kot levi, in sicer na volitvah leta 1996, ko pa zaradi prestopa Cirila Pucka ni uspel sestaviti vlade. Analitike javnega mnenja pravijo, da je slovensko politično telo približno 45 proti 55 nagnjeno v levo in zato levi pol praviloma zmaguje. Se strinjate s tem, dr. Logar, in kako na desnici premagati to oviro? Zdaj, mogoče prvo, da ena tudi ugotovitev včerajšnje okrogle mize je, da so se koncepti vendarle rahlo spremenili in da obdobje, v katerega prihajamo, je drugačno kot leta 96. Skratka, levo-desno, ta ločnica, ki na nek način je v odstotkih, ki ste jih ponazorili,
s čemer se verjetno lahko strinjam glede na statistiko preteklih volitev. Ne more biti nek okvir, ki bi omejeval potem barvo politične ali pa politične večine v državnem zboru. Zdaj, v naši platformi je ključna beseda sodelovanje. Torej, ne glede na to, kakšno razmerje je ali pa kako smo si vsak sebi, verjamem, da z pravo formulo sodelovanja lahko dobimo vlado, ki bo zagovarjala vrednote dela, vrednote družine, vrednote tržnega, socialnega gospodarstva, in to je tisto, kar Slovenija zdaj potrebuje. Skratka, vnaprej ločiti na levo in desno v tem trenutku ali pa v tem obdobju, po moje, ni prava strategija. Jaz mislim, da je prava strategija zdaj iskanje neke širše koalicije, kjer lahko naredimo ta pomemben premik z ustrezno večino in s tem, da ne nagajamo in jezimo tistim, ki se ne strinjajo z nami. Recimo, to jezenje lahko zdaj spremljamo pri tej koaliciji, ki nekatere ukrepe ali pa stališča izraža zgolj in samo zato, da v bistvu jezi tiste, ki niso del te koalicije. Ampak pri tem je gotovo pomembna mobilizacija volivcev, ukolikor pride do novih volitev. Levi pol množice že leta mobilizira na tako imenovani anti-Janša efekt, ko gredo volivci voliti samo zato, da premagajo Janšo, posledica česa so instant zmagovite stranke, kaj smo videli v zadnjih letih. Kako razvrednotiti oziroma izničiti ta učinek? Ja, zdaj, to je ta logika. Sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj, kar pa ne drži. Zdaj, glasovati proti nečemu in zato, ker si glasoval proti, računati, da boš na koncu zadovoljen z izbiro. Imeli smo, ne vem, že 4 ali 5 repeticij tega pravila, ki se je pokazal ravno za obrnenega. Moj pogled na to je, da se ne želim ukvarjati z temi okoliščinami, ki jih obrazlagate, ampak predvsem ponuditi vsebino, in to je tudi namen platforme. Skratka, včeraj, če ste opazovali, sogovorniki ali pa nasplošno javna tribuna ni bila oblikovana v to, ki bi kritizirala vlado, ampak je bila oblikovana v to, da so nam tisti, ki jih načeloma, ki jim prisluhnemo, povedali, kaj potrebujemo. In jaz si želim, ali pa moj namen tudi v politiki je pokazati, da je lahko glas tudi za. Do sedaj nisem bil uspešen, ampak verjamem, da prej ali slej te zeleni časi oziroma te časi razmišljanja, da je vendarle treba podpreti dobre ideje, prihajajo. Torej, se ne nagibate k temu, da češ sedaj čas za desno sredino, ne vem, na volitvah državnozborskih leta 2026, a je sodelovanje za tiste, ki sodelujejo in se povezujejo? Jaz bi šel onkraj teh delitev. Jaz mislim, da so reforme, ki so pred nami, da so tako obsežne, da potrebujejo neko veliko soglasje. In neko veliko soglasje je lahko doseženo samo ob sodelovanju in to je lažje doseči, če gre to sodelovanje onkraj teh tradicionalnih mejnikov. Govorilo se je, gospod Logar, da se boste tudi umaknili kot predsednik sveta SDS. Še to drži in kakšno je sodelovanje znotraj stranke? Tudi v poslanski skupini niste med najbolj aktivnimi poslanci po parlamentu. No, jaz upam, da parlameter ni glavno vodilo ugotavljanja parlamentarnega dela. Na najin pogovor sem zamudil ravno zaradi predlogov, ki sem jih dal na odboru za zunanjo politiko v zvezi z terorističnim napadom v Izraelu. Kar se tiče pa sodelovanja v poslanski skupini, pa se pravim, jaz sem desno-sredinski politik, prisegam na vrednote, ki mislim, da so jasne. Ob tem pa sem začutil na nek način željo, da se angažiram tudi zunaj teh okvirov, v okviru platforme, in pač želim, da moji sopotniki to razumejo, razumem pa tudi, če kdo tega ne razume.
Pa imate kakšne težave znotraj stranke? Ne, jaz glede tega, jaz sem že 23 let v politiki, sem imel že veliko težav, tako da nimam katastrofičnih težav, ki bi recimo omejevale moje delo. Pred nami so evropske volitve prihodnje leto. Ali nameravate vi ali morebiti kakšni iz vaše platforme sodelovati na evropskih volitvah oziroma ali se bo platforma vključila v kampanjo? Ja, kot veste, smo imeli pobudo predsednika Nove Slovenije. Jaz sem že takrat gospodu Toninu povedal, da verjetno ne računa na moje sodelovanje, da pa glede ostalih članov kot v imenu platforme, da pa moramo to v upravnem odboru predebatirati. To smo predebatirali, skupno smo se odločili, da ne gremo v to skupno listo, kar sem gospodu Toninu tudi sporočil. Zdaj, če se kakšen od drugih članov upravnega odbora separatno meni, to je v bistvu njegova osebna pravica ali pa želja, glede tega ni nobene omejitve, če lahko tako rečem. Znotraj platforme se pa o tem nismo pogovarjali. In razmišljate o tem, da ukolikor ne bi šle zadeve tako, kot bi morali iti v državi, omenili ste že, da je potrebno najti nek širši konsens za preboj, da bo Slovenija šla med bolje razvite države in tudi za vseh drugih parametrih, da nam bo bolje, da bi platforma prerasla v nekaj več, da nima v politično stranko. Ukolikor bi videli možnost. Zdaj, platforma je šele zaživela. Zdaj, to je bil prvi dogodek. Jaz mislim, da je zdaj čas vsebine. In ne želim politično instrumentalizirati platforme, ker mislim, da smo zdaj v nekem zelo občutljivem obdobju, ko je za platformo pomembno, da preko kvalitetnih sogovornikov sporoči oziroma pošlje v javnost tista glavna sporočila. In kot veste, ima politika pri nas dokaj negativen prizvok in je veliko sposobnih, dobrih, kvalitetnih predstavnikov različnih sfer, ki so pripravljeni sodelovati, ne pa se politično izpostavljati. Mislim, da je to ta največja vrednost platforme, ker lahko ravno zaradi tega, ker ni politična, ponudi platformo mesto dialoga. In jaz ne bi tega za neke kratkoročne cilje žrtvoval. Mlajša generacija desne sredine bi lahko ponudila opcijo sposobno zagnati na državnozborskih volitvah, je v izjavi dejal predsednik NSi Matej Tonin izpred mesec dni. Z njo je imel v mislih nekako, ko sva že dejala, koalicijo, tako vas kot SLS-a pod vodstvom Marka Balažica, pa mogoče k tej mlajši generaciji politikov, dr. Logar, tudi vi spadate v mlajšo generacijo. Ali menite, da je čas za mlajšo generacijo in ali je mlajša generacija se bolj sposobna pogovarjati kot starejša? Ja, jaz mislim, da je čas za prelom generacije. Jaz mislim, da je. Tudi mislim, da mlajša generacija malce drugače vidi probleme, pa tudi ključne izzive. In na vsak način zna ponuditi prave rešitve. Ampak jaz še enkrat pravim, da to ni nek gumb, na katerega pritisneš in se zgodi sprememba, ampak v demokraciji so volivci tisti, ki odločijo o spremembi, kar pomeni, da mora torej mlajša generacija, torej mlajši predstavniki političnega sistema ponuditi ustrezne rešitve in biti dovolj prepričljivi, da bodo volivci potem podprli njihove predloge. Gotovo pa podprli na način, ki bo dober za vse, ne zgolj za ene. Ja, zagotovo. Saj pravim, da bodo glasovali za, ne proti. Gospod Anže Logar, minuli teden je veliko odmeval dogodek na Kongresnem trgu, ko so nekateri uničili zastavice v spomin na nerojene otroke. V soboto je potekal pohod za življenje v Ljubljani, ste se ga morebiti udeležili? No, ne, jaz sem bil v tujini. In kako pa gledate na vse te pobude, tudi na, denimo, pobudo za življenje, jih pozdravljate ali menite, da gre včasih tudi za provokacije? Kar se tiče same razprave, kar se tiče tistega dogodka, jaz mislim, da je predsednica pravilno
odreagirala, mislim pa, da je predsednik vlade popolnoma napačno odreagiral. In tu se vidi tudi razlika, kako pomembno je vprašanje dialoga za posamezne nosilce političnih funkcij. Tudi zaradi tega sem prej dejal, da recimo vlada ali pa ta koalicija večkrat uporablja ukrepe in svoje predloge ravno zato, da dodatno neti razdore. Sam sem pa predstavnik dialoga in tega, da se pogovarjamo. Tudi če gre za delikatno temo, tudi če gre za temo, o kateri se ne strinjamo, se moramo poslušati in jaz spodbujam in podpiram vse iniciative, ki k temu prispevajo. Ker ste omenili že vlado, pa ostaniva za trenutek pri njej. Kaj vas je morebiti v tem letu in še nekaj več pozitivno oziroma negativno presenetilo? Slišimo, veliko je obljub, veliko je govorjenja, veliko je napovedi, kaj vse se bo storilo. Vidimo pa, da je rezultatov bolj malo. Presenetili sta me v bistvu dve stvari. In sicer ena je vsebinska izpraznjenost koalicije, skratka nobenih konkretnih predlogov, in drugo, vsebinska izpraznjenost predsednika vlade, ki potem v umanjkanju resnih tem na nek način povzame agendo najbolj skrajne leve stranke v koaliciji, torej stranke Levica. In ta vprašanja niso neopažena. Jaz lahko rečem, da mednarodna skupnost se čudi usmeritvi predsednika vlade, posebej glede na to, da sicer iz državnega gospodarstva, ampak vendarle prihaja iz gospodarstva in so presenečeni nad v bistvu tem zasukom predsednika vlade, ki v bistvu deluje proticiklično in protigospodarsko. To se mi zdi, da je največje presenečenje in verjetno tudi zato predsednik vlade dramatično izgublja podporo. V 16 mesecih je izgubil dejansko ves sijaj, ki ga je imel, ko je prevzel vlado in v rekordno kratkem času dejansko prišel do stanja, ko mislim, da je nemogoče več pridobiti nazaj priljubljenost. In to je zelo slabo, glede na to, da v 16 mesecih kljub takšni večini ni bilo nobene reforme in mislim, da tudi v prihodnosti ne bo sprejel nobene reformnega ukrepa. Ali menite, da bo ostal do volitev parlamentarnih, ko naj bi bile redne leta 2026, ali bomo imeli prej poleg rekonstrukcije vlade še rekonstrukcijo v kabinetu predsednika vlade? Zdaj, če bomo imeli rekonstrukcijo v kabinetu predsednika vlade, to pomeni znotraj aktualne koalicijske večine. Jaz neka opozorila preko javnih občil predsednik vlade dobiva, zdaj ne vem, koliko so podprta z delovanji iskanja drugega kandidata. Jaz bi samo na to opozoril, da je aktualni predsednik vlade dobil podporo na volitvah, kar pomeni, da so ga ljudje izvolili in ima legitimiteto, da vodi državo. Kdorkoli drug, ki ni bil na volitvah in postane predsednik vlade, te legitimitete nima. In če se boste pogovarjali z ljudmi, kaj jih najbolj čudi v tej vladi, najbolj čudi tej vladi jih ravno to, da ima Alenka Bratušek in Marjan Šarec ministrska resorja, kljub temu, da so jim volivci na volitvah dali jasen ne. In v primeru, da v palačo predsednika vlade, torej v pisarno predsednika vlade pripelješ nekoga, ki ni dobil legitimitete na volitvah, se bo enaka nejevera preselila samo še korak više in mislim, da to ni dobro z vidika demokratičnega procesa, parlamentarne demokracije in da je v tem primeru treba iskati mandat na volitvah. Glede na to, da ste bili zunanji minister in gotovo zelo dobro spremljate zunanje zadeve, vas je napad terorističnega gibanja Hamas presenetil na Izrael, prav danes ste govorili na to temo in kako ocenjujete odziv Slovenije?
Me je presenetil, me je pretresel. Tudi ne razumem, kako je lahko se je zgodil tako brez predhodnih opozoril. Ta del mislim, da bo potem v drugi fazi verjetno tudi zelo aktualna tema v Izraelu. Na vsak način pa mora slovenska zunanja politika v tem primeru govoriti z enim glasom in tudi posredovati zelo jasno sporočilo, kdo je agresor, torej teroristična organizacija in kdo je žrtev, torej Izrael in Izraelu priznati pravico, da se obrani v tem pogledu. Smo pa slišali že pozive stranke Levica, češ, da naj Slovenija končno prizna Palestino. Prihajajo tovrstni pozivi v neprimernem času, predvsem pa? Ja, tega pa jaz iskreno ne razumem. To je približno tako kot rušenje koalicije od znotraj strani najmanjše stranke in tu bi morala biti en močen udarec po mizi strani predsednika vlade, ker mi smo z stališčem v zvezi z terorističnim napadom na Izrael pod lučjo celotne mednarodne skupnosti, ob tem še, da smo oziroma bomo s 1. januarjem nestalna članica Varnostnega sveta, torej eden od 15, ki dejansko kaže vrednote v svetu. In v tem pogledu, ravno danes na odboru za zunanjo politiko me je presenetilo, v bistvu kako stranka Levica celotno koalicijo na nek način usmerja glede zunanje političnih stališč. No, na srečo je na koncu prevladal razum in so podprli predloge, ki jasno obsojajo ta teroristični napad in tudi Izraelu priznavajo pravico za samo obrambo. Poleg Izraela imamo sedaj vroče tudi še naprej v Ukrajini, napadla jo je Rusija. Doktor Anže Logar, deležni ste bili številnih posmehov oziroma vaša vlada, ko se tja med prvimi odpravil na obisk takratni predsednik vlade Janez Janša skupaj še z nekaterimi evropskimi kolegi. Na to smo videli, da so v Ukrajino, v Kijev odpotovali tako zunanja ministrica, predsednik vlade in mediji to dali za zgodovinske dogodke. Vas danes, ko berete to vrstne zadeve v medijih, kaj preseneti zbode, glede na, ko primerjate poročanje tudi v času predsedovanja Svetu Evropske unije? Zdaj, ta faza zbodenja je pri tolikih primerih že davno mimo, tako da glede tega je koža pod plat prek in prek postala. Ampak, veste, morate vedeti, da ljudje niso neumni, ljudje to opazijo. Skratka, ne glede na to, kako močni zvočniki nekaj kritizirajo, nekaj drugega pa hvalijo ali pa o tem sploh ne govorijo, vseeno v podzavesti smo vsi zdravorazumski in to spremljamo. In pogledajte, ta vlada je praktično še vsako stališče, ki ga je imela, obrnila nazaj. Prej ste našteli primer Ukrajine. Najprej so kritizirali, potem so pa sami se nastavljali pred kamere. Primer ograje na mejah. Najprej so kritizirali in rekli, da bodo odstranili, potem pa notranji minister pravi in reče, ograja deluje. Potem avtocestna policija. Najprej so vehementno rekli konec avtocestne policije, zdaj pa ugotavljajo, da je vse narobe in razmišljajo nazaj o uvedbi avtocestne policije. In še bi lahko naštevali takih konkretnih primerov, kjer dejansko vlada za 180 stopinj spreminja stališče in jih na nek način približuje stališčem, ki jih je imela predhodna vlada. In to je tudi eden od dodatnih razlogov, zakaj ta vlada tako hitro izgublja priljubljenost, ker pač ni zvesta svojim usmeritvam, ampak te svoje stališče spreminja. Ali verjamete, da bi se na kratek rok lahko kaj spremenilo? Videli smo, kako smo nedavno stopili skupaj ob največji naravni katastrofi v Sloveniji, o poplavah. Ujmi se mi zdi, da je res stopila Slovenija skupaj, ampak zgolj in samo za kratek čas. Ja,
Žal, zdaj takrat mislim, da je koalicija v tistem interventnem zakonu podprla samo 2 predloga opozicije od 40 oziroma 50. In še enkrat, roko sodelovanja ponudita obe strani, ampak moč pri tem ima samo močnejša stran, torej koalicija. Tu je na strani koalicije, da ohranja to zaupanje in to sodelovanje preko tega, da ukrepe, ki jih predlaga, recimo predhodno uskladi tudi ali pa usklajuje, ni nujno, da jih usklajuje tudi z opozicijo. In če bi predsednik vlade naredil en krog pred sprejemom interventnega zakona in sedaj pred zakonom o obnovi in razvoju, ki se pripravlja, jaz verjamem, da bi ta roka ostala še naprej sklenjena in bi bilo tudi dobro sporočilo za vse tiste, ki so jih poplave prizadele in na koncu tudi za vse nas, ki bomo zdaj očitno še dodatno obdavčeni, zato ker vlada z vsakim dnem veča stroške, ki ne bi nastali pri naravni katastrofi. Doktor Anže Logar, končala bova s tistim, kjer sva začela, torej platforma sodelovanja. Želite, da pač povezuje tako ene kot druge in tudi vidimo, da imate precej pisan nabor članov v upravnem odboru. Ali bi takšno povezovanje pričakovali tudi prve med nami, torej predsednice države Nataše Pirc Musar, in kako gledate na njeno dosedanje delo? Ja, zdaj platforma povezuje tiste ene in druge, ki prisegajo na dialog. Mislim, da ta stavčni dodatek zelo pomemben, ki prisegajo na dialog, ker mi smo lahko različni, nekateri želijo spopad, nekateri pa želimo dialog. In mislim, da je treba se osredotočiti na te, ki se želimo pogovarjati in znotraj tega potem tudi iskati skupne rešitve ali pa se vsaj uskladiti v tistih področjih, kjer se lahko. Zdaj, kar se tiče predsednice republike, zdaj, ona je rekla, da bo glasna, jaz je nisem toliko slišal, moram priznati, razen recimo po tej zadnjem delu, kjer je branila pravico do tega, da vsak pove svoje mnenje, mislim, da je to pomembno, ampak je bilo še kar nekaj prej priložnosti, pa zdaj iz glave jih ne bom ustrelil, ampak sem si rekel, glede na to, kaj je obljubljala pred volitvami, bi pričakoval, da morda bo podala kakšno stališče, pa tega stališča nisem slišal. No. Tako da zdaj prvo leto mandata verjamem, da želi postati predsednica vseh državljank in državljanov in verjetno v drugem letu je tisto ključno leto, ko mora pokazati, da se res odziva na vse in z enakimi vatli. Boste spremljali tole, gotovo? Spremljal zagotovo. Doktor Anže Logar, iskrena hvala za obisk v našem studiu. Hvala lepa za povabilo. Iskrena hvala, ker ste spremljali današnjo vročo temo. Če ste jo zamudili, se naročite na podcast oddaje ali pa jo najdete v našem YouTube kanalu. Seveda pa vas vabimo, da več preberete na naši spletni strani www.domovina.je ali pa se naročite na tiskano izdajo našega tednika. Vse dobro!